v teh dneh je tudi občino Kamnik, čeprav nekoliko manj kot recimo nekatere druge predele Slovenije, so prizadele poplave. Nam lahko kaj več poveste, kakšna je generalna slika v naši občini? No, že sam sem bil v Tuhinjski dolini v petek, ko je bilo največje deževje, ko je bila za nekaj časa zaprta tudi glavna cesta proti Tuhinjski dolini. Največji problem je bil na križišču v Šmartnem, kjer je voda prestopila bregove in zalivala kleti. No, tudi včeraj so za nekaj časa zaprli glavno cesto, tudi poplave so bile v Mekinjah, tudi Mekinjska cesta je bila zaprta. Mamutov most je seveda bil premajhen, tako da je tudi na Ovševku nekaj kleti pod vodo. Največji problem pa je bil preko noči, saj so se začeli prožati plazovi v Podvolovljeku, v Zajesovniku, v Stovniku. No, po noči so mi javili iz štaba, da so morali preseliti tudi 3 družine k svojim sorodnikom. Šele zdaj se bo pravzaprav čez dan videlo, kakšna je razsežnost teh plazov, kajti ko bo voda odtekla, bomo šli popoldne pogledati in ugotoviti, kaj je za postoriti. Prišli bojo tudi strokovnjaki iz Puha oziroma hidrotehnika, da vidimo, kakšni so nujni ukrepi. No, jaz sem, moram priznati, pa ni to hvala, za 2 dneva načrtoval dopust. Žal bom zjutraj moral, ne žal, ampak nujno je, da ostajam tu in da ob 8. zjutraj skličem kolegi, pol 7. pridejo tisti strokovnjaki iz Ljubljane, da ocenimo, ne da ocenjujemo škodo, ampak da najprej ugotovimo, kaj je postoriti, da zavarujemo lastnino, da zavarujemo pravzaprav življenja in da se življenje v normalne tokove spet na nek način usmeri. No, največ je bilo tokrat, kot že rečeno, Tuhinjska dolina, Ovševk in ta južni del, evo tudi ta bazen, naš olimpijski bazen, ne samo, da je napolnjen z vodo, tudi strojnica je povsem poplavila elektromotorje. Mislim, da je to tudi ena velika škoda, ki bo treba nujno pokriti oziroma jo sanirati. Je pa nekoliko manj bilo tokrat škode v dolini Črne. Torej, Tuhinjska dolina je dobila glavni udar in seveda ta predel v okolici mesta. Hvala Bogu, kot se temu reče, dom starejših občanov je bil obvarovan z obrambnim zidom, če lahko rečem, ki so ga zgradili pred leti, tako da v mojih podatkih večje škode v domu starejših občanov ni. No, Bistrica je bila visoka, jaz sem jo gledal že prvič, potem ob 6:30 v petek zvečer na tem novem mostu na povezovalki. Nekateri so se spraševali, zakaj so te pešpoti pod vodo. To, kot rečeno, nič hudega, ker je bilo projektirano tako, da Bistrica je mora dobiti čim več svetlobe, torej čim večjo možnost za pretok, medtem ko tista 2 prehoda, peš-kolesarska prehoda, pa sta bila pod vodo in zagotovo je bilo načrtovano tako in po našem mnenju ni velike škode. Sreča pa je bila, da so Nožice in Šmarca, da so ostali obvarovani. Na nek način bo pa treba jutri, ko prijejo strokovnjaki, jim povedati, da tisti obrambni zid na levem bregu, nasproti Šmarce in Nožic, ki je zgrajen na črno, ki ga je zgradil pred leti lastnik zemljišča, da bo ta nasip treba nujno in čim prej odstraniti, pa makar, kot rečemo, z silo.